Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije na pragu septembra in jesenskega časa. Novi mesec prinaša kopico zanimivosti, saj se odpirajo šolska vrata osnovnih in srednjih šol, pa tudi v vrtcih bo ponovno slišati živ žav. 7. septembra odpirajo vrata 22. podobe bistriški domači živinorejsko razstavo, dan kasneje pa rokodelski praznik. Sicer pa podobe prinašajo tudi letos pestro dogajanje, ki si ga bo vredno ogledati. Prihodnji teden pa bodo vsa gospodinjstva v občini prejela novo številko glasila Informator. In kaj prinaša oddaja tega tedna? Na Zgornji Polskavi je pretekli teden potekala slikarska šola pod mentorstvom akademskega slikarja Rudolfa Španzla. Bistriški nogometaši premagali Rogatčane. 150 kolesarjev in kolesark se je povzpelo k 3 kraljem. V rubriki Lokalne novice o vtisih iz slikarske šole na Zgornji Polskavi. Na Zgornji Polskavi so v nedeljo 26. avgusta uspešno zaključili 8. poletno slikarsko šolo priznanega akademskega slikarja Rudolfa Španzla. V tamkajšnjem kulturnem domu in okolici je 9 dni ustvarjalo 13 slikarjev in slikark iz različnih krajev Slovenije. Peter Bezjak, Vera Protner, Ana Grobelnik, Anja Trbovc, Tomaž Tomažič, Domen Hitrec, Ervin Dvoršak, Božena Majcen, Danijel Gajšt, Branko Gajšt, Matija Zlatolas, Draga Kopše in Jože Šetar. Prireditev je letos prvič pripravilo novo ustanovljeno društvo Kut Niansa Zgornje Polskave s predsednikom Danijelom Gajštom, idejnim očetom poletne slikarske šole. Prireditev so zaključili z razstavo likovnih izdelkov in s kulturnim programom, v katerem so nastopili skladatelj in pianist Marko Črnčec, trobentač Tomaž Gajšt in sopranistka Urška Gajšt.
Zbrane so pozdravili pesnik in gledališki igralec Tone Kuntner, predstavnik udeležencev slikarske šole Ervin Dvoršak, predstavnica krajevne skupnosti Zgornja Polskava Patricija Breznikar, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in Rudolf Španzel. Dragi prijatelji, slikari, umetniki in ljubitelji lepih umetnosti. Z veseljem sem vas srečeval v moji slikarski šoli in prepričan sem, da smo skupaj obarvali konec štajerskega poletja. Moram priznati, da ste pravi vrtnari lepote, ki je naše osnovno geslo in moto. Ure, ko in duh prevzame lepota, so edine ure, ko zares živimo. V naši šoli je najbolj pomemben talent in neizmerno veselje ter želja po ustvarjanju. Poklici in izobrazba niso pomembni, ker smo vsi tako goli in enaki pred belim platnom. Ustvarjanje pa nas je prestavljalo v višjo sfero doživljanja sveta, kjer kraljujejo druge zakonitosti. Rad sem vam poudarjal svoja znanja in ne samo na likovnem področju. Od vas pa sem sprejel obilo iskrenih čustev, kar smo jih slišali tudi od nadarjenega, zelo nadarjenega Ervina, pred katerim mislim, da stoji velika bodočnost, in poštenih odzivov, ki mi bodo meni samemu po inspiracijo, veselje in pomoč pri mojem ustvarjanju in potovanju v skrivnostne neznane kraje slikarstva. Pri vsem tem seveda ne smem pozabiti tudi moje pomočnice Patricije Knap, bodoče akademske slikarke, ki je pomagala barvati naše vzdušje in je nam bila veliko pomoč. Kot je že gospod prej omenil, bi rekel, da je škoda, da ni prisotnih naših polžev, se pravi iz vzgojno-varstvenega centra, ki so na posebno svojsten način slikali z nami in risali in svojim posebnim videnjem sveta osvežili naša dejanja. Veselje mi je in veliko mi pomeni, ko vidim vrste pred galerijami, muzeji, gledališči. Zakaj? Zato, ker na teh mestih vsak obiskovalec dobi božansko darilo. Dotik genijev, pogled v njihovo dušo, ki je enak za vse, bogate, revne, izobražene in manj izobražene. Za vse, ki so senzibilni za lepoto, barve, besede, glasbe in tako naprej. Sem se skoraj Cankarju približal. Sebi čutim veliko zahvalo ustvarjalcem, ki jih ni več med nami, ki so imeli vizijo, da so znali ohraniti tisto, kar pomeni naše korenine. Večno nas nagovarjajo mrtvi, kaj je bilo za njih lepo in prav. A žal, splošna anarhija in rušenje pomeni onečaščenje prednikov, njihovih dosežkov in dobrih del. In verjemite mi, da se bomo ob spoštovanju prednikov sposobni zoperstaviti novim izzivom in jih nadgraditi. Vemo tudi, da sedanjost vedno hodi v šolo k svojim prednikom. V Nemčiji vsak vikend je umetnik postavil spomenik proti rasizmu, da je v Tlakovce na enem izmed srednjih mestnih trgov graviral imena več kot 2000 židovskih žrtev in jih nazaj položil z napisom navzdol. Trg so na to poimenovali Trg nevidnega spomenika. Vendar je likovna umetnost zato, da jo vidimo in gledamo, ker je oko bistvo doživetja. Neviden spomenik zame ne obstaja, ne more obstajati, ker ga optično preprosto ni. Same domislice, provokacije in sofisticirane misli, ki jih zadnje čase vse bolj prakticiramo, so enostavno premalo. Manj je več, pravijo. Torej, nič je potem takem največ. Pred vami, dragi prijatelji lepote, snemam klobuk, ki ga imam v avtu, in rečem, da mi je bilo lepo z vami. Nasvidenje še kdaj, sigurno pa ob letu osorej.
Prijazno vabljeni v butično urejene prostore cvetličarne Just. Specializirani so za žalno floristiko, ki vključuje vence, aranžmaje, žalne sveče, žalne šopke in ureditev vežic. Nudijo tudi razna priložnostna darila in bogat asortiman narezanega cvetja. Izdelujejo različne vrste šopkov, kot so poročni šopki, njihova dejavnost pa vključuje tudi krasitev avtomobilov za različne priložnosti, še zlasti za poroke. Ukvarjajo se tudi s krasitvijo cerkva za poroke, obhajila, birme in podobno. Na voljo je bogata izbira lončnic tudi po naročilu. Cvetje vam dostavijo na želeno mesto, poskrbijo tudi za uokvirjanje slik, gobelinov, ogledal in fotografij. Prav tako nudijo tudi bogato izbiro različnih letev. Vabljeni! Cvetličarna Just, Slovenska Bistrica. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restavracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs, brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, k frizerju, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 14 kaznivih dejanj, od tega 2 tatvini, 2 poškodovanji tuje stvari, 3 zatajitve, 1 grožnja, neplačevanje preživnine, 2 izsiljevanji, 1 goljofija, nasilje v družini in poskus odvzema motornega vozila. Slovenska Bistrica. S kaznivim dejanjem zatajitve je neznani storilec občanko oškodoval za 550 evrov. Neznani storilec je občana s tatvino oškodoval za 150 evrov. Zaradi zatajitve je neznani storilec občana oškodoval za 1500 evrov. Nekdo je občanu poskušal odvzeti motorno kolo, škoda je za 500 evrov. Policisti pa so obravnavali tudi izsiljevanje prek Facebooka. Spodnja Ložnica. Znani storilec je moškemu in njegovi partnerki grozil z napadom na življenje. Nova Gora. Znani storilec je občanko oškodoval za 500 evrov. Urh. Zaradi kraje je znani storilec lastnika oškodoval za 3000 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 20 prometnih nesreč, izdali 64 plačilnih nalogov, podali 3 obdolžilne predloge in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 11-krat. V športnem bloku o nogometu in vzponu k 3 kraljem. Nogometaši Keti Emi Bistrice so po 2 odigranih krogih na vrhu lestvice 3. slovenske lige Sever. V soboto 25. avgusta so v športnem parku v Slovenski Bistrici premagali Mons Claudius iz Rogatca z 2-0. Oba zadetka je dosegel Primož Janžič, prvega v 43., drugega pa v 65. minuti. Bistričani vodijo 6 točkami z razliko v golih 7-0. Enako točk ima drugovrščeni Videm pri Ptuju, na 3. mesto pa je šampion Celje s 4 točkami. Športno društvo Koštruni Tinje je, kljub izjemno slabemu vremenu, uspešno izvedlo 13. kolesarski vzpon na 3 kralje. Zahtevno progo od Slovenske Bistrice do penziona Jakec 3 kralji v dolžini 15,5 km z višinsko razliko 880 metrov je v nedeljo 26. avgusta uspešno premagalo 150 kolesarjev in 10 kolesark.
Najhitrejši je bil Luka Sagadin, član Team Vondenfinden Graca, ki je za vzpon potreboval 40 minut in 29 sekund. Izmed domačih kolesarjev je bil najboljši Igor Rožan, ki je osvojil 8. mesto. Mesto za njim se je uvrstil Matej Kangler. V ženski konkurenci je slavila Alenka Radej. Cilj je prispela v času 57 minut in 12 sekund. Andreja Poznič, članica športnega društva Tinje Koštruni Tinje, je osvojila 3. mesto. Ekipno so slavili Koštruni pred kolesarskim društvom Selce in policijo IPA klubom Ljubljana. V okviru prireditve so se pomerili tudi slovenski policisti in policistke. Zmagal je Dejan Galun iz policijske uprave Maribor. Okoli 10 najbolj vztrajnih pohodnikov in pohodnic se je udeležilo tudi pohoda iz Slovenske Bistrice do Treh kraljev. Spoštovani, informativna oddaja iz studia Bistrica se je iztekla. Dijakom, osnovnošolcem in najmlajšim v vrtcu želimo dobro počutje. Veliko novih izzivov ter doživeti v novem šolskem letu. Sicer pa je jesen, ki že trka na duri, polna darov narave in pisanih utrinkov, zato uživajte v vsakem trenutku, pa srečno!